čas za razpravo. Gospod Peterle je že dvignil roko, tako da izvolite. Hvala panelistom za popoldansko obogatitev. Jaz bom povedal dve bolj resni, pa eno manj resno zadevo. Zdaj sem se zamislil ob teh referatih, kako je bilo s kmečko komponento v Demosu. Šef Demosa, bomo rekli po domače kmet, smo poslušali zdajle. Začetnik slovenske pomladi, prva lastovka, smo rekli Ivan Oman, kmet. Šef družbeno-političnega zbora, kmet. Predsednik vlade, kmet. Ne bom, bi lahko nadaljeval, še veliko bi lahko naštel, brata Podobnik in Janša na vse zadnje, mala posest. Tisti, ki smo imeli majhno posest, smo še bolj razumeli, zakaj gre, se mi zdi včasih. Ne? Druga zadeva, pejte drugo leto spomladi pogledat, kako bo z obdelanostjo slovenskih polj. Eni so to opazili že letos, drugi boste pa drugo leto. Začenja se iz znanih razlogov, ki jih ne bom razlagal, ena nova pozornost, ki je seveda eksistenčne narave, ampak cene grejo gor, kriza se utegne še povečati in zemlja kar naenkrat postaja malo večja vrednota. Zdaj pa tretja stvar, ta je malce bolj hecna. Če bi bil živ, bi bil danes gotovo z nami Viktor Blažič. Viktor Blažič je bil v mojem kraju Trebevno nekoč učitelj in hkrati z njim je učiteljeval Pavle Zidar. In Pavle Zidar je napisal v naših krajih, v Trbevski fari, napisal fejst knjigo z naslovom Sveti Pavel. To se dogaja sicer pri Svetemu Petru, ampak naslov je Sveti Pavel. No, in ko sta bila dva učitelja, je oblast učitelje nagovarjala, naj pomagajo pri obvezni oddaji. Ne? Za nagrado, če si bil priden, se dobil pa usnjen plašč, ta tisti gestapovski, veste, ki je bil par kil težak. Ne? In je, tako je meni Viktor Blažič pravil, je Zdravkota Slamnika malo to omikalo, da bi prišel do usnjenega plašča. Ne? In je vprašal Viktorja, kaj on meni. Viktor je pa rekel, posluš Zdravko, je rekel, dejva midva kmeta na mir pustiti. Je rekel, ti boš tisti mantelšek, da je dobo, ampak jaz ti svetujem, da se obvezne oddaje ne udeležiš. Tako je potem tudi bilo. Hvala lepa za profesorja Granda. Morda prijete naprej. Hvala lepa za profesorja Granda vprašanje. Od kdaj naprej so bili kmetje po osvoboditvi sploh zavarovani? Zdravstveno pa pokojninsko, torej od svojega deda vem, da je leta 61 umrl, ampak je bil še v 60. operiran na sinove stroške. In pokojnin tudi mislim, da... Hvala, Mira, imaš še vprosi? Ne, nič več, hvala. Torej, moram reči, da to ene reforme so bile že prej, ampak okrog leta tam po 70, 71, 72 se to uvedlo in to je bilo, če jaz hočem kaj pohvaliti bivši režim, moram reči, da se mi zdi samo dve stvari se mi zdita. Prvo je to, kar je bilo zdravstveno zavarovanje za kmete. Čeprav veste, je bilo to kar veliko finančno breme, meni so kmetje rekli, stane, kaj davki, zdravstveno davki. Veste, davki niso bili tako huda stvar nikoli v zgodovini, kot se piše pa govori. Davki so druga zgodba. Prav zavarovanje, to nas pa zelo teče. Jaz se spomnim te starejše ženske, ko so dobile penzijo pa zdravstveno zavarovanje, veste, moja pokojna teta je bila rojena 29, ona je bila tako vesela tega, da je rekla, vsak večer zmoram en rožen kladnico Tita. Čisto res. To se mi je zdelo nekaj najbolj odrešilnega. To je bila ena zadeva. Druga zadeva, ki pa še dosta lahko občudujemo, je bil pa policentrični razvoj.
Poglejte, ko se človek vozi drugod, vidite pravzaprav, naprimer že po Italiji sem to opazil, prazne vasi, pa nas so vasi kolikor toliko žive. In se spomnim sem enkrat enega profesorja iz Kelna, še pred, leta 92, so se vozili vse tle po Dolenjski pa tako naprej. In samo vasi hotel gledati, nič drugega. In potem greva tam mostično nekam gor na kmečki turizem, jaz rekel, poslušaj, vi boste preživeli. Vse, kako to mislite? Je rekel, vidim, da so vaše kmetije so žive. Rekel, če greš, on je bil drugačen sovjetski Nemc, pa vzhodna Nemčija je dobro poznal, je rekel, pri nas so kmetje ubiti, je rekel, pri nas je vas prazna, pri nas, če se šipa razbija, daje polivnilno okno. Je rekel, pri vas nisem najdene šipe, enega okna s polivnilno zamašenega. No in ko danes gledam po vaseh, vidim nove hiše, ampak oprostite, kmetov ni več. Moj pokojni brat je bil veterinar, naprimer mi je rekel, za Dolenjske Toplice, še pred 5 leti sem cepil 30 prašičev, danes niti enega. Pri nas dol, kjer imam jaz poslušajte, ko stara teta umre, prednji jo odpeljejo, prednji jo pokopljajo, že ni nobene živine več v hlevu, ker nima kdo več tiste krave, ene dve po mostu. To danes pravzaprav enostavno se prazni, edino kar je še lepega, kdo zmore, dol pri nas se redi konje, ker z njimi ni dela, daš mu tisto eno kiblo ovsa pa koruze, na vodoma pripravljen, da pride sam pit, to se še splača. Drugače pa vas ne gre. Mislim, to je res nekaj neverjetnega, kako kmeta čez par let ne bo več in to, kar je rekel Lojze, moj sošolc, ne samo to, poslušajte, jaz sem analiziral rako dol proti Krškem, ki gre čez celo od leta 1000 naprej so Graščaken kmetje spolili ogromno tretjina grajske zemlje, pa so jo predelali v gorsko pravne posesti. Danes praktično večina tega propada se zarašča. Vinogradov nihče več ne obdeluje. Ta male kmete, te gorske, ta male vinogradnike sistematično uničujejo z nizkimi cenami vina, za standardizacijo vin, ki je za nič dolenjsko vino ne prenese flaširanja, dolenjsko vino morate piti soda, da ima ta prav okus, ne pa tam 12 kemikalij noter. In najboljši vinogradi se zaraščajo. Prav na Raki sem šel gledati v franciškem katastru, katera parcela je bila vzorčna, takrat leta 1825, danes jo že zarašča gozd, so že hrastički. In to bomo se doživeli. Torej, ker danes pod 300, 400, 500 hektarjev zemlje vi ne morate obdelovati in glede na to, da je pri nas teren hribovit, za ovčerejo, to ne vem, za govedorejo pa računajte na Rudi Kmetila, ko pomagaš, za 2 krave mora biti koliko? 1,8 hektarja travine, meni se zdi, ne? Ja, hektar tesno, ena velika krava. Krava, ja, vidite, zdaj pa računajte, 300 krav, 300 hektarjev travnatih površin, to so velike stvari, mi se tega pravzaprav ne zavedamo, kaj do danes doživljamo, od tega, da nimamo več starih sort krompirja, da imamo vse belgijske, pa kanadske, pa nekoga, da je dobro, zdaj je velika moda krško-poljski prašič, pa ne veš še kaj, ampak mi imamo to že vse zmešano, vi že bohinjske cike več ne vidite, da prave. Če smem samo reči, to vprašanje demografskih trendov, to demografsko vprašanje pa pravzaprav posega v eno drugo področje. Rekli bi narodnostno, kaj to pomeni, predvsem za obrobne slovenske dežele. Goričko, Koroška, Podravje, demografski trendi postajajo resno vprašanje, ki bi ga tudi kazalo enkrat v določenem krogu delati narodnostno, kaj to pomeni, tudi koncu koncev kulturološko, obrambno in tako dalje. Jaz sem še eno neumno vprašanje, če lahko Aleš. Glejte, imamo Odar 57, imamo Revija 57, vse se uničili, kako pa to, da je Hüter 57
To je tisti klasičen policijski štos. Ne vem, to je meni padlo pri delu, ne poznam tega. Ne, to je bil pač, to so tisti eni taki štosi, ki jih najdeš, včasih nekatere najdeš zabeležke še kakšnih udbaških, tako kot najdeš približno, če smo pri položaju ljudi, ki jih oblast tlači pri Kocbeku, ki najdemo za povojno, ko pride ta nekateri škof, ki je bil zaprt, pa Tito pride tak svetemu Petru, pa sveti Peter Tita pogosti slavnostno zun in pa glih toliko, da ga zraven vzame. Pa kaj, jaz sem ti celo življenje služil, ta je pa nas sem preganil na tretji, pa zakaj njega tako gostiš? Brez njega cerkve ne bi bile polne. To je pač to, kar se na kontra dela. Jaz bi pa sem to, profesor Toplako še. Ja, perspektivaši je bila dejansko pejorativna oznaka, ki jo najdemo v 60-ih letih tudi v arhivskih verih in se vleče nekje do konca 60-ih let, ker zopet, kot se že večkrat rekel, tukaj govorimo o valovanjih, ne? Ko imamo pa na koncu 60-ih let isto liberalno vlado, je bil pa podpredsednik vlade, ta pravnik France Hočevar, je pa rekel, spremeniti je treba stališče do izobražencev. V tem smislu, da moramo izenačiti, ne smemo več ločevati tehniško pa humanistično inteligenco, mi rabimo in ene in druge, če hočemo, da nam država gre in intelektualci morajo svoj posel delati, če hočemo mi napredek imeti pa napredovati. Ampak seveda, takoj ko Obama pade teh liberalnih, tako imenovanih liberalnih komunistov v začetku 70-ih let, je politika seveda pol zopet drugačna. Da imamo tukaj takšno ali drugačna valovanja, pa morda samo še tisto, kar je profesor že omenil, pa za tisti, ki ne veste, Matevž Krivic. Ja, seveda, on je odletel tako, kot sem jaz prej govoril za Pučnika notranje strukture, je Matevž Krivic se ni udal pri uredništvu Tribune, ne? On ni pristal na to notranjo cenzuro, da bi bilo treba ena ali dva članka zamenjati in to je pomenilo, da je treba urednika odstraniti, ne? Hvala za besedo. Jaz sem se spomnil pri tem štosu v Titu, da so bile cerkve polne. To pa ni štos. Leta 1952 so v letnem poročilu Udba napisala, kako siromašijo cerkev svojimi, materialno siromašijo svojimi ukrepi. In kaj se dogaja? Bolj jih piše Udbovci, bolj ko jih siromašimo, bolj so moralno močni. In je to za njih bil že problem. To je zanimivo, da je ta štos v bistvu nekaj realni odsev nečesa, kar je bilo res. Druga stvar sem hotel reči, to je, ko je dr. Gabrič pokazal ta plenum, 5. plenum, ki mislim, da je bil 5. decembra, 58, jaz jutri imam sicer referat, o tem pa nimam časa, jaz vidim, da je bilo več kot 20 minut možno, ampak kakorkoli, 28. decembra je bil pa konferenca policijska, javnih in tajnih policajev, kjer Mitja Ribičič kot notranji minister, se pravi sekretar takrat, pravi, povzame to, kar je Kardelj govoril na tem plenumu. Se pravi, da je, vidite, iz vrha partije gre na notranje ministrstvo in potem policijskim šefom, visokim, javnim in notranjim predava o teh stališčih. Kako to gre, ta njihova politika. Vse to vemo, ampak lepo je na teh primerih, ko se vidite. Še nekaj stvar okoli Topliška. Jaz ti rekel, da je prišel iz Argentine, ali ti je rekel Perovšek? Iz Avstralije. Iz Avstralije. Kdo ti to rekel? Se spomnim, se sem bil. Mislim, da je Perovšek to rekel. A Perovšek? Perovšek. V glavnem, Toplišek je prišel iz Hagna, iz Nemčije, iz zahodne Nemčije, je skušal tle ustvariti, prišel z orožjem, propagandnim materialom, skušal ustvariti samostojno in demokratično slovensko državo. In je bil pri tem 15. augusta ujet, ker so šli 3 čez mejo. 2 sta sodelavca Udbe, on pa ni bil sodelavec Udbe, in so ga prijeli. In potem je verjetno bil celo umorjen v Stari Gradiški, samo toliko okoli Topliška. No in morda, da še zaključimo, da vidimo, ampak da se takrat seveda v začetku 50-ih let lahko štosi že pojavljali tudi uradno. Torej, en cerkven je bil lepo v Pavlihi objavljen, ko je bilo pač ta največji pregon proti tudi katoliškim intelektualcem, pa eden drugega vprašal, ta risan štos v Pavlihi, kako pa je kaj pri vas proti cerkveno borbo? In odgovor ta drugega od funkcionarja, če bo Bog dal, bo da advente že vsega konca. Hvala za pozornost. Za nami je zelo zanimiv, razgiban dan. Hvala vsem za udeležbo.
Vabim vas, da se nam jutri pridružite že ob 8:30. Hvala.